Spoštovani in spoštovane, v Radencih že nekaj tednov biva, kako bi rekel temu, slovenska književna veduta, pisatelj, tržaški rojak Boris Pahor, ki je sem prišel po rahlih težavah z srcem in najprej seveda moje najprej čestitke ob bližajočem se 100. rojstnem dnevu, tako v mojem imenu, kot tudi v imenu vseh gledalk in gledalcev televizije Ideja. Hvala lepa, samo nima nobene zasluge jaz pri tem, ne. Je tako nastalo, da sem mislil samo na delo in sploh nisem mislil na leta. In zdaj sem moram tudi jaz ugotavljati, da jih je kar precej, ne. Hvala lepa, ampak malo je preveč vsega naenkrat, veste. Jaz sem bil dolgo časa nekako, bi rekel, zapostavljen oziroma nepriznan. In potem, ko sem na tujem prevedli, sem nekako postal aktualen tudi v Sloveniji. Samo to se je nahrmadilo vse naenkrat, ne. Se pravi, vsi ti intervjuji, jaz sem jih imel kakšnih 10, 12. To, da nekako, bi rekel, javnost zboli od intervjujev pravzaprav. Verjamem. Povejte mi, šele leta 2007, ko so Francozi prevedli vaše, bom rekel, kronsko delo Nekropolo in ko so Francozi prepoznali Borisa Pahorja kot vrhunskega pisca tistih najbolj krutih časov, ker konec koncev vi ste v tem svojem stoletnem življenju skozi dali pravzaprav vse te grozote od nacizma, fašizma, pa konec koncev tudi komunizma. Šele potem je Slovenija prišla na vrsto in vas prepoznala. Veste, založniki so me imeli radi, ne, priznam, ne. Posebno založba Obzorja Maribor, ne, in gospod direktor, ne, je mene tiskal tudi, ko meni država cenila oziroma ko je kritizirala, da jaz ne maram komunizma oziroma diktature. In sem bil pravzaprav nekako ob strani, tudi ta slavna avantgarda, ne, Krmauner, Pirevec in ravno tako niso hoteli nič slišati o pomenu, ki ga ima še zmeraj nacionalno vprašanje, ne. In tako da jaz sem životaril nekako kot pisatelj manjšine, ki se zanima za manjšino našo slovensko in tudi za manjšine po svetu. In to je bil problem, ki ni nikogar zanimal, ne. Slovenija je imela Jugoslavijo, je pozabila na Slovenijo. Kardelj je rekel, nacionalno vprašanje vodi v nacionalizem, ne. Bog pomagaj, ne. Smo se bojevali v osvobodilnem boju za nacionalno vprašanje, potem nacionalno vprašanje vodi v nacionalizem. To je bila kontradikcija, ne. Nisem mogel drugače pogovarjati, ne. Povejte mi, na žulj ste pravzaprav takratnim komunističnim oblastem stopili s tem, ko ste skozi svoje pisanje leta 1975 podprli Edvarda Kocbeka. In takrat ste postali persona non grata v tej državi. Ja, začelo se je prej, še pri Strahu in pogumu. Leta 1951, ko je izdal Kocbek novele, je oblast porabila tiste novele zato, da ga je politično likvidirala, ne, in ga je dala nekako, da je 10 let živel, kot da ni v Sloveniji namreč, ne. To je bil začetek. Jaz sem napisal dobro oceno o tistih novelah na vprašanje Primorskega dnevnika, ker sploh je ni nobeden napadel knjige, ne. Potem se je oblast izmislila, da se lahko s tistimi knjigami ne uporabi, češ da ni napisana v duhu osvobodilnega boja in da se njega likvidira politično, ne. In takrat je začel napad in jaz sem bil kriv, ker sem knjigo bil ocenil takrat, ko je bila še dovoljena, ne. Takrat je Vidmar priznal, da to je dobra knjiga. Potem, ko je oblast knjigo uporabila politično, je pa tudi on rekel, ja, pa ima to napako. Potem je gotovo, jaz sem bil pa ob njem cel čas, zato ker sem verjel, da jaz nisem krščanski socialist, ampak edina možnost, da se naredi dobra vlada, še danes, ne, je, da levi kristjani pridejo zraven, ne.
In potem je bilo vprašanje, to, kar ste vi omenil. Leta 75 je Kozve koncu se odločil, jaz sem mu svetoval že 4 leta prej. Si rekel, ti Edi, dragi, tukaj kot krščanski socialist oziroma krščanski socialist, ti imaš neko dolžnost, da to zavzameš neko svoje stališče ob pokolu 12,000 ljudi, malo, ne, ki so bili razoroženi. Ne, kako moraš uničiti tako mladino, kar tako naslepo. Ne? On je rekel, se jaz vem, jaz sem tudi se s partijo že imel pravi leta 46 in so mi pa potem natvezli, da tega ni bilo, da so bili samo tu pa tam neki razpršeni domobranci in tako. In potem je vse skupaj šlo v nič, jaz sem mislil, partiji sem verjel, kaj če mi tako reče glavni odgovorni, ne, da je to izmišljeno, tisti pokol. Potem sem tudi jaz, je rekel, potem sem tudi jaz spoznal iz raznih dokumentov in tako naprej. Ne. Samo to ni lahko zdaj, ne to. Takrat je bila Jugoslavija čislena država. Je bila jasno, ker so se nekako združili, ne za Sovjetsko zvezo, ne za Združene države, so bili nekako, bi rekel, so hoteli biti neodvisni. In Jugoslavijo so imeli, je bilo skupaj, je bila z Egiptom, z Indijo, ne, to je neuvrščeno to. To je bilo gibanje, ki je bilo inteligentno, tudi Tito in Indija in Egipt so bili. Ampak skozi to neuvrščenost so pravzaprav vsi ti na Zahodu zlasti spregledali, pa ne hoteli videti, kaj se je dogajalo v tem času v tej Jugoslaviji. Noben ni jemal tako upoštev. Vse to, kar se je zgodilo, ni bilo takrat, ko je bila neuvrščena. Vse se je zgodilo 45. leta, ne? Takoj po osvoboditvi, so Angleži poslali nazaj. Angleži so imeli dogovor, ne, da vsi tisti, ki so sodelovali na strani okupacije, ne, jih bodo vrnili. Ne. Povejte mi, prav 23. avgusta je Evropski dan spomina na žrtve totalitarizma in drugih totalitarnih režimov, nacizma in tako dalje, pa vendar vsa Evropa ta dan sprejema kot nek spomin na vse žrtve, le v Sloveniji smo drugačni. Ja, jaz tukaj, jaz ne vidim, kako da ne zna Slovenija priti do nekega pametne odločitve in da kamen na to, kar je bilo prej. Ne. Jaz sem citiral v nekem intervjuju, v 2 intervjujih, da je po koncu vojske glavni voditelj italijanske komunistične partije Palmiro Togliatti, je postal minister, za 2 leti je bil minister, naredil generalno amnestijo. Generalna amnestija pomeni, ne, kar so počenjali fašisti, kar so počenjali komunisti, kar je bilo tega, ne, vse skupaj gre opuščeno, ne odpuščeno, opuščeno, namreč ne imajo to zgodovinari čez. Mi moramo voditi Italijo, takrat oni. Ne. In so potem še pobotali, celo v Trst je prišel predstavnik levice Violante in predstavnik skrajne desnice, ki se je tudi prelevila Fini, 11 let od tega, da so naredili še neki dodaten sporazum za vodstvo države in za tisti zakon, ki ga imajo 10. februarja, ko se spominjajo FOJB, tako imenovani kraških jam, in begunce isto. Slovenija bi morala narediti eno takšno amnestijo, se zbrati vse, kar je pomembnega vodstvena v Sloveniji, na levo in na desno, in se odločiti, kaj je naredil eden, kaj je naredil drugi, naj prepusti zgodovinarjem. Ampak to bi bil potem nek akt sprave? Gotovo, da se tudi, je normalno, ne, da vidimo, če se naredi tako amnestijo, se obsoja eno in drugo, ne, se ne obsodi samo enega dela. Ne.
v tem primeru bi bila tudi obsodba domobranstva, jasno, ne? In obsodba, kaj so počeli komunisti med vojsko in po vojski, ne? Ergo, in črno na belem, od zdaj naprej moramo voditi skupaj državo, ne? Ampak Ne moreš voditi državo v paraleli, usporedno od dveh enot, ne? Povejte mi, konec koncev zavezniki so znali po koncu druge svetovne vojne enostavno postaviti pred sodišče nekaj čez 86 000 nacističnih, fašističnih zločincev, jih celo procesuirati, medtem ko bivše države komunizma tega niso sposobne. Ja, tukaj gotovo je nekaj, kar manjka, ne? Kar manjka, bi se rekli, komunistične države, tiste države, ki so bile v rokah Sovjetske zveze, pravzaprav so bile prisiljene biti, oni niso bile samostojno odločene za komunizem, ne? Glavno bi morala biti Sovjetska zveza, oziroma predstavnik Sovjetske zveze, mogoče, da je tudi že bilo v Rusiji. Nekaj, jaz nisem sledil vsem tem političnim, bi rekel, razvojem, jaz nisem sledil. Pošteno bi bilo, da bi se obsodilo, ampak v Sloveniji recimo zdaj hočejo, da se to obsoja komunizem. Jaz nimam nič proti temu, da se obsoja komunizem, nasprotno. Ampak zakaj pozabljajo fašizem, ne? Zakaj vse, kar je naredil fašizem, ne omenja danes, ne? To se pravi, meni na televiziji mi je rekel gospod Možina, pozabim, kako se imenuje po priimku, ne? Jože Možin. Je rekel, nehajmo s tem fašizmom. Se je rekel, jaz dokaj sem živ in dokaj mi dela možganski aparat, se je rekel, ne bom nehal jaz, ne? Fašizem je naredil več škode Sloveniji, kakor komunizem. Že samo to, da je spremenil 50 000, bi rekel, slovenskih priimkov v italijanske, ne, je naredil 50 000 Italijanov. To število je število, ne? Če vas ne zanima nič, kaj se je dogajalo v Trstu s Slovenci, potem gotovo lahko pridemo na drugačno diskusijo, ne? In 8 000 beguncev, ki jih imamo, ne, in streljane, in kaj je počel v Sloveniji fašizem. To jih ne zanima. Imamo 13 300 mrtvih, kar je bilo nedolžnih, to se pravi, ne, ustreljenih in italijanskih fašističnih taboriščih, ki so blata, ne. To se pravi 15 000 ljudi, lahko mi zbrišemo kar tako, ne, in ne govorimo zato, ker nehajmo s tem fašizmom, ne, je res? Medtem ko je treba obravnavati vse, ne. Eden bo rekel, če bo hudoben, fašizmu ne zato, ker so sodelovali s fašizmom, del Slovencev je sodeloval. Zato boljše, da ne govorimo, ne. A tudi so se pobotali v Italiji, fašizem in komunizem. To so pobotali fašizem in komunizem, ne samo eden. Povejte mi, vaše kronsko delo bi človek dejal, koliko tudi literarni kritiki, teoretiki pravijo, je Nekropola. Pred dnevi je po številnih drugih prevodih doživela tudi prevod v portugalski jezik, izdana v Braziliji. Pa vendar gre pri tej Nekropoli za eno najbolj, kako bi rekel, iskrenih same izpovedi krutosti tistega časa, ko pravzaprav niso umirali zgolj ljudje na frontah, temveč tisti v lagerjih. Ja, to je veliko vprašanje, ki jaz ga zmeraj poudarjam, ampak sem nažalost sam, ne. To se pravi, ne, mislim tudi v Italiji, ker tisk italijanski je moja dela, moji članke objavljal, ne, tudi o taborišču, ne. In ta taborišča, ki so bila večina taborišč v Nemčiji, so bila delovna taborišča, so bili ljudje v bistvu obsojeni na smrt z delom, z lakotjo, z boleznijo. Ta taborišča so bila politična, v glavnem. Dobro, je zraven bilo tudi 500 000 ciganov, je bilo zraven tudi 500 000 Italijanov, ki so bili zajeti 8. septembra 1943, ne. Ampak potem so vsi oni drugi
imamo tukaj 10 držav, ki so dale civiliste svoje med vojsko, ne, v organizacijo proti Nemcev. Ne. Najmočnejša je bila pri tem recimo Francija, potem Slovenija z osvobodilnim bojem in tako naprej. Ampak tudi drugod so imeli. Ne. Ta taborišča, začenci z Dachavom, Buchenwaldom, Doro, Trutosom, Natzweilerem, Mauthausenom, Bergen-Belsen, ta taborišča so danes pozabljena. Tudi, ko bodo rekli, ne, tisti dan, bodo govorili vsi o Auschwitzu. Vsi bodo rekli holokaust. Naše taborišče niso bile noben holokaust. Naše taborišče ni bilo žrtvovane ljudstvo, žrtvovano nedolžno judovsko ljudstvo. Naša taborišča so bila kazen za tiste, ki so bili proti SS-u, proti nacizmu. In imamo mrtvih za 6 ničel, ne, to se pravi, imamo do 1 milijona mrtvih, ne, skupaj, kako sem prej imenoval, te drugimi. Ne. To se pravi, je to prekrilo vse, zdaj ta holokaust je prekril, da bodo rekli, ja, dragi Pako, pa če tako govoriš, ne, ti si že v bistvu antisemit. Ne. Se je rekel, da pa naj bo antisemit, mene briga, da me nekdo usodi za antisemita. Ne. Ampak naj se spominja teh taborišč tudi, da torej imajo razne spominske memoriale ta taborišča. Če vi greste v Dachau, lahko obiskujete Dachau, vse široko taborišče. Če greste v Buchenwald, ravno tako. Če greste v Doro, ki je taborišče, kjer so delali V2, tako naprej. Rakete, ja. Samo tam je umrlo 20 000 naših deportirancev. Povsod so Bergen-Belsen so naredili memoriale, to se pravi spominske objekte za to, da se tisti, ki obišče taborišče, ima dokumentacijo, kaj se je tam zgodilo. Ne. To se pravi, razne šole evropske bi morali svoje dijake peljati, pogledati ta taborišča. Ne. Medtem, ko boste videli, vzemite časnik, ne vem, italijanski ali pa francoski, tako naprej, bo pisalo, ne, šole so obiskovali v velikem številu Auschwitz, Treblinka. To je vse holokaust. Ne. Povejte mi, ta knjiga Nekropola je pretresla konec koncev bralstvo, ki ga je dobilo v roke. Mi smo Slovenci ga dobili šele potem, ko so ga Francozi objavili v prevodu v slovenščini. To ne moramo reči. To ne smemo reči, da smo ga dobili v roko šele potem. Da se je govorilo, ja. Ma knjiga je izšla 67. leta. Samo se ni smelo govoriti tako. Ma ne, niti ni bilo prepovedi. Je bilo, da niso marali govoriti, prvi zato, ker so imeli velike procese Slovenci proti bivšim taboriščnikom, ki so bili nedolžni, so jih imeli v selicah toliko časa in jih je mučili psihološko, da so priznali, da so sodelovali s tamo. Nekatere streljali, drugi so bili po 8 let in če več zaporu. Ne. Zato taborišče ni dišalo, ne. Boljše pustimo stran. Ampak o moji knjigi je napisana ena ocena Joža Mahnič, ki je takrat je vodil Slovensko matico. Je rekel, to piše hudo nacizmu in tako naprej. Ampak je našel, da je napaka pri knjigi, da se vidijo šivi. Evo vidite, ne. A se vidijo, jaz sem potem študiral, kakšni šivi so. In potem sem gotovo, da ti šivi pomeni, da ko jaz govorim o tem taborišču, ki ga obiščem, ki je knjiga pravzaprav se rodila v tistem taborišču, v Vogezih, 800 metrov visoko med Nemčijo in Francijo, ne, zdaj je na francoskem teritoriju. Ne. Ko imamo en transport, ko nas peljejo spet v Dachau. Iz Dachova smo prišli, to je drugi konec Nemčije, Alzacija. Ne. In zdaj se vrnemo v Dachau. In jaz pravim, kakšna razlika je med tem transportom in tistim transportom, ko smo se peljali pa iz Dore v Bergen-Belsen. To je šiv, pravi po njegovem mišljenju, zato ker to taborišče
bi moral govoriti samo o tistem taborišču. Ma še jaz sem govoril tudi o drugih taboriščih, ne samo. Sem govoril tudi, recimo, to prvo, ko smo delali v Alzaci, se je imenoval kralj Markir, po francosko Saint-Marie-aux-Mines. To omenjam, Daho omenjam, Doro omenjam, Harzungen omenjam, potem je Belsenbergen omenjam. Torej jaz delam toliko šivov, ne samo en šiv, ampak noben odkar je knjiga zunaj v prevodih od leta 90, ni nobeden govoril o šivih. So se čudili, ko so rekli, ma kdo je to rekel o šivih. Je rekel gospod Joža Mahnič od Slovenske matice, ki drugače me je cenil, ne, ampak on je, kakor vsak kriti Slovenc, ta prvo najdejo, kaj je napačno v knjigi, ne. Oziroma, kar lahko kritizirajo v knjigi, ne. In je pa knjiga bila pozabljena v bistvu, ne. Enkrat je bil ponatis, je Jančar in Drago Jančin še pesnik, prevajalec iz francoščine. Ko se imenuje, zdaj samo mi je šel iz glave. Ma glavne prevajanje francoščine sta zmenila se, da Boris Pahor na svojo pest je treba izdati knjigo. Tako da enkrat so izdali Nekropolo, preden je bila prevedena francoščina. Zadnje literarno delo, ki ste ga dali bralni javnosti v roke, je seveda knjiga o vaši pokojni življenjski sopotnici, knjiga o Radi. Tudi tukaj ste z tem s prvo osebo ednine pravzaprav spremljali življenje. Ja, to življenje Radoslave Premrlove, moje žene, in moje sta bila nekaj usporedna v slabem. Jaz sem imel to, ko smo ravno zdaj imenovali, taborišče, najprej fašizem, potem taborišče, potem 1 leto in pol sanatorija, zaradi jetike, kaverne na Pločih, potem povojno življenje pri nas v Trstu, ki je bilo kaos, jaz pravim labirint, je bil kaos od leta 1945 do 1954, to ni bilo nobeno osvobojenje, to je bilo samo boj za Trst in demonstracije in streljanja in tako naprej. To se pravi, to hudo je imela žena ravno tako na svoji strani, ker njena družina sicer je bila dobro stoječa, lahko bi rekli, da so bili nekako kraški buržuji, bi rekel Stalin, res, ampak so bili zelo narodno zavedni, ne, in so fašizem gledali zviška. In mladi brat Janko, ne, je že, ko so mu dali uniformo od Balile, ne, to se pravi, bil še otrok, se lahko reče skoraj, ne, je zmečkal uniformo v školko straniščno, ne. To se pravi, to on opisuje v svoji knjigi, ne, zdaj bo išel v italijanščini, ta mesec bo išel v italijanščini prevod, ne. Jasno, da ta sin je potem postal veliko eden izmed prvih, ki so bili oboroženi na Primorskem, tudi kot voditelj, zato tudi verjetno partija ga je pustila umreti, ne. Verjetno, ker je bil preveč samostojen za to, da bi ga pustila nekako, da bi premagal tisti strel, ki ga je dobil. Ne. Nekateri pravijo, da je bil strel v hrbet, ampak verjetno ga je dobil res od italijanske krogle, samo da so mu po noči razvezali, da je skrvavel, tako gre glas, ne. Mimogrede, ste slišali za pobude, ki se pojavljajo zadnjih nekaj tednov o tem, da bi znova oživili svobodno tržaško ozemlje? Ja, pa to je pravca, veste, to je res, da je, gibanje je, samo gre v prazno, gre, ne, ker je težko dokazati, da ko je Italija dobila leta 1954, jaz sem prej omenil ta datum, 1954 je bil londonski sporazum, ko je bil razdeljen teritorij.
Svobodno tržaško ozemlje je bilo veliko ustvarjeno, ker niso vedeli, kako rešiti vprašanje in začasno so rekli, naj bo svobodno tržaško ozemlje, to je mirovna pogodba. Ne? In bomo videli, kako se bo to dalo narediti, ampak so iskali nekaj časa guvernerja in ko so predlagali Rusi, zavezniki so bili proti, in ko so predlagali guvernerja, zavezniki so bili proti Sovjetska zveza, tako da je bil en ping-pong, nekaj ni bilo vsega nič, so potem razrezali. Ne. So dali, ker je bilo jugoslovanska vojska, ki je imela zaseden tisti zono B, je pač ni prihajalo upoštev tista ostane Jugoslaviji. Zona A pa pride Italiji, ne. In glavno mesto je Trst, zona A, ne. Zdaj, potem je bil še Ozimo, leta 75. Torej, kako boš ti zdaj obnovil tržaško ozemlje, ne, po londonskem sporazumu, ki je dal mednarodno dal Trst Italiji, in potem Ozimo, ne, ki potrdi meje, ko boš zdaj naredil spet svobodno tržaško ozemlje. To je veliko neki poskus Tržačanov, ne, ki vidijo, da Trst, namesto da bi napredoval, kakor bi bilo pravilno, da bi napredoval, ne, je zmeri stagnira, je zmeri tam, ne, in Rimu se nič ne da, da bi Trst se povezal z zaledjem, ker je edina solucija za Trst, ne. Trst je ustvarila Avstrija, Dunaj ga je ustvaril, ne. Cela srednja Evropa, ne, Dunaj je na čelu, je naredila Trst, ne. In ga uporabljala tudi za mednarodno, bi rekel, prevažanje vsega, kar se je nagrmadilo, recimo materijala, ne, živeža in drugih, bi rekel, bogatstev zemeljskih in tako naprej. Ne. To sem hotel zdaj, da končamo o Radoslavi Premrlovi. Brat je nekako bil proti, fašisti so izžgali hišo, tako da so potem spravili v zapor celo družino v Gorici, ne, očeta, mater, njo, 2 sestri, enega brata. In potem so jih poslali še v internacijo v Piemont. To se pravi, da se morali popolno zapustiti, bajto uničeno in na cesti pravzaprav. In se je zgodilo potem, ko so se odhajali 45. leta maja meseca, ko so odhajali četnici, en četnik zaklal sestro njeno. To se pravi, si je ona zmeraj očitala, da bi morala ona umreti, ker ona ga je zafrkavala zmeraj, ne. Ona je bila zelo lepa, a oni Srb je mislil, ne, to punco ne bom kar tako pustil, ne. Ona pa se mu je smejala v obraz, ne. In ko so odhajali, je hotel nekako pozdraviti, ne. Je rekel, učiteljico bi rad, ne. A sta bila obe učiteljici, tudi sestra, ne. In je šla sestra ven, ker moja žena ne vem, kaj je nekaj v sobi delala. In tako da potem je jo iskala, je šla za četniki, malo do Gorice skoraj, ko so odhajali proti Italiji, so šli takrat četniki, ne. Tako da je vezano tudi ta preteklost, ne. Partizanstvo tudi, svobodno partizanstvo, ona je bila učiteljica, partija je sicer hotela, da bi kot sestra narodnega heroja šla v štab in da bi imela neko vlogo, ne, se je govorilo, da imajo tudi sestro narodnega heroja, ona pa je rekla, jaz se ne bom s politiko bavila, bom vaščane učila. To je, ona je naredila trgovske šole, sicer, pa tisti, ki je kakšno šolo imel, tudi moja sestra, so šli vsi poučevati, ne. To se pravi, da sva živela nekako eno posebno življenje in nekje oba po svoje pravzaprav. Ona, ko je videla, da so jo vrli ven iz urada, kjer je delala, ki je bil odvisen od Ljubljane, zaradi mojih spisov, ne, se je lotila prevajanja in je zelo lepe stvari italijanske prevajala za radio, da je imela neko svojo blagajno. Potem sem jo jaz nekako moralno prepričal,
da mora pisati o svojem življenju, o bratu in tako naprej, je začela pisati za revijo Zaliv, ki sem takrat jaz urejeval, sploh se je rodila, že ženo sva to doma delala, v družinski režiji je bilo pravzaprav. Sem rekel, piši vsaki krat, ko bo revija išla, eno poglavje, ne. A kaj bom jaz obnavljala, pravi, vsa ta nesreča tam, moje družine in mojo. Sem rekel, dobro, ti boš obnavljala, ampak to bo dokument časa, sem rekel. Gre za eno družino, v redu, ampak vsak bo vzel v roke, bo videl, kaj so počenjali, ne? Kako so vam požgali hišo in zaprli očeta v kurnik in tako naprej, pluvali v obraz. Sem rekel, ti napiši. In potem se je upirala, da naj iz knjige vzamemo in da to ne bo knjiga. In zdaj pravi, bom jaz vse to, kar je izhajalo, spravila skupaj in spet korigirala. In potem smo se pričkali še za prevod v italijanščino. Je na smrti posli mi podpisala, da lahko jaz se založnikom zmenim. Ne. Dobro, v smrti posli je umrla 3 tedne potem, vsak način. Je bila v bolnici in je sedla na posla, da mi je podpisala dokument, ki ga ni bilo potreba. In sem jaz hotel nalašati to, da ima ta vtis, ne, da ona vsaj bo ostala, kot avtorica bo ostala, ker je bila avtorica, ja. Povejte mi, 26. avgusta boste praznovali 100 let. Evropa se vas je spomnila preko sklepa Sveta Evrope z nazivom Državljan Evrope. To je hvalevredno. To je hvalevredno, ne toliko to, da sem jaz postal državljan Evrope, ampak da so se Slovenci združili v parlamentu Evropske. Tako bi se morali doma združiti, veste, ne. To se pravi, so bili razne stranke, ne, in so imeli priložnost, da dajo enega Slovenca, ne, in so se združili in sem rekel, glej, to jim je treba čestitati, ne. Čestitati, kaj pomeni imeti pojem, ne, o državi, ne. To, da sem državljan Evrope, je pa treba dati nekako tudi ta podatek, ne, da teh državljanov Evrope, nas je 43. To se pravi, da sem eden izmed tistih 40, ne. Sem za Slovenijo, v redu, ne. Ne rečem, da mi ni prav. Me veseli, samo pridem v sklop tolikih imen, ne. Tako da vsak bo mislil na svojo državo, pravzaprav, ko bo vedel, da je 40, ne. Je res. Če bi to bilo, da bi izbrali iz 40 enega in da bi bil jaz, potem bi rekel, ja, čujte, to pa je zares pomembno, ne. Tako pa lepo je, ne, ampak ni to, da je taka velika vrednost, evo. Letos ste tudi postali častni občan občine Sveti Jurij ob Ščavnici, torej rojstnem kraju, tako rekoč vašega sopotnika Edvarda Kocbeka. To priznanje verjetno ima tudi precejšnjo težo. Da ne govorim o tem, da ste že nekajkrat nominirani za Nobelovo nagrado za književnost. Ja, to Sveti Jurij ob Ščavnici, to je župan, zelo aktiven človek in jaz ga zelo cenim ravno v tem, ne, da so tudi dali eno sobo, zelo kulturni dom, za Sveti Jurij v Ščavnici kulturni dom, ne, je nekaj, bi rekel, ki mu je treba kapo dol, ne, in se rekel, škoda, da niste dali celemu kulturnemu domu, ne samo, bi rekel, sobo, bi rekel, Kocbekovo, ne. Ja, je rekel, mogoče to še pride, se rekel, dajte prepričati tisti, ki so proti Kocbeku, ne, da zdaj je čas, da se to pozabi, ne, da mu očitajo, da je sodeloval s komunizmom. S kom pa ne bi sodeloval, se ni bil samo komunizem, tisti čas. To je bilo tudi drugod po Evropi, tudi v Italiji, dobro. So imeli komunisti svoje, krščani svoje, socialisti svoje, v redu, ne. In naši so se združili skupaj, ne. Vsi so bili liberalci, so bili poleg Kocbeka in komunisti, so bili vsaj, potem je bila cela garnitura kulturnikov zraven, ne. Se rekel, zdaj, če zdaj imamo nasprotovanje na eni strani proti osvobodilnemu boju, ne, do sedaj nas je priznala Evropa. Zavezniki so nam pomagali z letali, metali dol orožje in hrano in tako naprej, kako so pomagali Amerikanci Rusom, sovjetski armadi, ne. Zdaj pa je to treba vzeti upoštev, ne.
pustiti Slovenijo kot tako, gledati evropsko, Kozak je gledal evropsko, ne. On je gotovo, da je šel proti svojim načelom krščanskim, kako je likvidiral, bi rekel, tisti njihov centralni komitej, kar že je bilo, in ni imel nobenega pomisleka, ne, streljati ljudi in tako naprej, za časa boja že, ne. On gotovo, da tega ni sprejemal z lahkim srcem, ne. Ampak se je nekako žrtvoval za to, da je spravil. Brez Kozbeka ne bi imeli oni števila, da bi lahko imeli tako veliko tako vojskovanje, ne, treka dobro, so ga potem zbrali tudi domobranci. Ampak komunistov je bilo 1000, ko so začeli osvobodilni boj, ne. Vsi drugi, ko so prišli zaradi tega, zaradi nacionalnega vprašanja, ne. In komunist je pogoril, ne. Ma ni pogoril osvobodilni boj, ne. Jo. Lahko greš v Pariz, se vprašaš London in kamor češ, ne. Bodo rekli, ja, bi drugi, kako ste bila Jugoslavija, bi rekel, v nerodnem položaju, tako naprej, ampak je znala se postaviti za časa proti veliki Nemčiji, ne, in Italiji skupaj, ne. To je lep primer, imajo že Grki, ko se postavljajo proti Peršanom, tako majhna polis Grška, ne. Slovenija ravno tako, ne. Kako se govori o takratnih Grki, tako se govori tudi v Evropi. In kadar je Slovenija postala država, se je vsa Evropa čudila, odkot se je vzela, ne. Ker v sklopu Jugoslavije ni bila nič, ne. Medtem ko je bila in še kako, za časa osvobodilnega boja, ne. Povejte mi, v enem intervjuju ste rekli, da čeprav boste čez par dni slavili jubilej 100-letnico, pa vendar imate še kar precej stvari, ki bi jih vaš pisalni stroj moral zapisati. Ja, ne vem, če mislite kaj konkretno na kakšno problematiko, vi osebno? Ne. Rekli ste, da vaš pisalni stroj bi še naj imel kaj za napisati. Jaz sem napisal včeraj sem napisal in se mi je posrečil odgovor temu Igorju Košiču, ki me nekje napada, nesramno napada v tistem, ko se reče, v prilogi Dela, pripisuje stvari, ki jih sploh nisem ne poznam niti imen, nekaj, da bi jaz počel, recimo, to je nekaj, kar se ne dogaja v Sloveniji, upam, ne drugod. Kako da se nekaj takšnega mogoče v Sloveniji napisati. Ma se rekel, sem se usedel dol, sem zgubil 2 uri, popoldne sem na tipko, majhen strojček imam se sabo, ne. In zdaj bom dobil 23. ravno na dan, ko bomo se spominjali diktaturi in tako naprej, me bo počastil občinski svet v Trstu, da je meritorno, nekakšno priznanje, da sem zaslužen za Trst in v bistvu gre spet tudi za to, kar je že bilo rečeno veliko glede Evrope prej, ne. To se pravi, da je na podlagi mojih knjig in mojih govorov, ne, prišlo do nekega drugačnega ozračja v Trstu. Že to, da berejo prevode, poznajo veliko v Trstu vsaj 4 knjige, ki jih kupijo, tako da so ponatisnili nekatere na novo, recimo, ne. Da nobeden v Trstu danes ne reče, ne, ti Slovani niso nikdar rekli Slovenci, rekli mi Slovani, ali pa Ščavi, ko so hoteli denigrirati nas, ne. Danes slovenski jezik je spoštovan in preko literature je prišel ta veljave, da danes imamo številne italijanske družine, ki dajejo otroke v slovenski vrtec, v slovensko šolo. To se pravi, ta ideja oziroma ta zafrkacija, ki so se je slišala v Trstu pred 10-15 leti, mi se bomo naučili prej zadnjega afriškega dialekta, preden se bo kdo od nas učil slovenščine. Danes to ni res. Danes ni res. Danes tudi dobro stoječi ljudje, ne, rečejo, naj se nauči jezika,
ki odpira vrata recimo celemu slovanski veliko v Evropi, če poznaš en jezik, ne, si miri. Imajo tudi moj izgled, ko sem jaz bil v taborišču, ko sem rekel, da nisem Italijan po nacionalnosti in odkril, da govorim slovensko. Ta prvo je bilo vprašanje, tukaj so Rusi, Poljaki, ne, ti jih lahko razumeš, ker nobeden jih ne razume, ne, razumeš? To ste v nekropoli tudi zapisali. Nekropoli, jasno, ne. Meni je bila rešitev, prva rešitev je bila tista, ne. Že ne drugo sem bil dodan za tolmača norveškemu zdravniku, ki ni poznal niti Francozov, ni razumel. Ne Francozov, ne Italijanov, kje pa Slovanov, ne. Jaz sem bil prevajalec oziroma tolmač za 4 jezike pravzaprav, ne. Nemščino sem imel v semenišču v Kopru. Sem bil v meri nezadosten, zato ker nisem maral jezika. Sem moral v septembra polagati poseben izpit vsako leto, da sem še potem napredoval, ne. Ampak toliko sem se navadil, sem celo pri Gestapu, ko so me vzeli na piko, ko sem bil v zaporu, so me potem imeli 4 dni zaprtega v kleti tam na trgu, kjer je bila centrala njihova, da bom poklical italijanskega prevajalca. Sem rekel, ne gospod, jaz toliko nemščine znam, da se bomo lahko pogovarjali po nemško z vami, ne. In bila boga nemščina, jaz ne rečem, da ni bila boga nemščina, ampak toliko sem povedal, da jaz nisem komunist in da to je osvobodilno gibanje in da jaz pravzaprav nisem naredil nič in tako naprej. In tudi nič niso mogli dokazati, ker tisti stroj, ki so našli pri meni, ne, ni bil napisan na tiste papirje, ko sem imel doma jaz. Ja, kako sem tiste papirje našel? Jaz sem rekel to, tisti, ki mi je dal, mi ni povedal, kako se kliče, ker če ne bi bilo tajno gibanje, ne. In tam sem ga blokiral, on je vzel bič, ne, je poklical še enega družina in so mi tistima 2 biča so me dajali, toliko, da se bo bal, ampak sem rekel, čujte, vse to nima nobenega smisla, sem rekel, ne. Če tisti stoj mi pride pred ekspresno kavo in mi reče ti, mi nismo 20 let imeli slovenščine, zdaj moramo v slovenščini pisati, ti si kulturen človek, boš to popravljal. Sem rekel, jaz sem rekel, v redu, bom popravljal, ne. Zdaj pa to je naša domovranci, so najli pri meni to, ne. Sem rekel, zdaj kako ne se jaz branim, sem rekel. Ja, povejte, kdo je bil tisti. Sem rekel, ravno zdaj sem povedal. Tisti, ki mi je dal, mi ni povedal, jaz se kličem tako in tako. Je rekel, ne. In to sem lahko povedal v Nemčiji, ne. Jasno, da. Ja, gotovo, da mene so poslali v dahu zaradi tistih, bi rekel, proglas, da se boste razbili glavo, je pisalo notri. Na italijanskih školi, na tržaških školi, kako se je razbil fašizem. Isto je napisal, jaz sem napisal. In citiral Cankarja sem citiral. Zdaj je borba ena, zdaj je narod en sam. Je boj en sam, namreč. To je Cankar rekel 18. leta, ko je bil v Trstu. To se pravi, v tem smislu, zdaj ne vem, kako je bilo vprašanje. Ja, je zmeri nekaj, se lahko še dodaja v pisalni stroj. Jaz sem rekel v intervjuju, da moram še govoriti o svojem sinu, svoji hčerki in tudi recimo o 2 vnukih, ki jih imam, eno vnukinjo in vnuka. Ker jaz nisem bil ta pravi oče, ne. So mi tudi otroci, oba otroka sta me tu učitelja, sem bil bolj zvest pisalnemu stroju, kako da bi peljal, bil v šolo, ne. Kako so drugi očetje peljali, ker preden so šli delati, so peljali otrokov. Tukaj je žena peljala, ne. Žena pa je imela to v videu, ono meni, da ni učitelj, nisi peljal otrokov v šolo. Nisi bil z otroci, kako bi moral biti, ne. Se z njimi poigrati, njimi ne, brcati žogo ali ne vem kaj, ne. Priznam to, nisem imel tistega čuta do otrok, kako bi moral biti, ne. Poljubljene, božanje, torej mi nismo imeli tudi med starši. Mene starši me niso ni da poljubljali, ni da objemali, ne. In jaz sem bil ravno takšen, kaj da mi pomagate. Potem, ko sem malo bil po svetu, ne, sem se navadil, kaj pomeni, ne, vse objemati. Pri nas je objem v italijanščini, je objem nekaj normalnega, ne. Kako pideš neko založbo in dvakrat govoriš s šefom, ta tretjič pri kosilu, kaj se ne bi tikali že, ker smo tukaj v delu za revijo, da ne vre.
Sem rekel, meni, jaz nima nič proti, sem rekel, če ste vi za to. Ja, vi ste starejši, vi morate tako, mi predlagam, da mi dajte to pobudo. Ma jaz, ko prijem, sem rekel, med ljudi, ki jih ne poznam, ne dam kar tako pobude, ne. Meni, da to ratikam, ne, mora nekaj zrastule, ne. Ma če vi imate, gled, tiskovni tisti, ne, in vaš kako na radio, televizijo in tako naprej, v Italiji, jo objemajo. Jaz se objavim v Sloveniji edino z Dragotom Jančarjem. In sva začela v severni Franciji enkrat. Se je rekel, Drago, tukaj le, tam je objel, uni mi je objel, teti mi je objel. Zdaj jaz kot starejši, ne, te objavim tako, kako se prijateljko, ne, če nimaš nič proti. Seveda, da ne, je rekel, seveda ne. Se je rekel, si edini, ne poznam v Sloveniji nikogar, kateremu bi rekel, jaz se objavim, če manj. Ja, pravi, ti mogoče s kakšnim dekletom bi, ne. Ma se je rekel, to je pa druga zadeva, ne. Tukaj zdaj gre prav, bi rekel, v časnikarstvu, v založništvu, ne. Je Italijan, ki je napisal časnik, ko je išla nekropola. Pravi, jaz sem vedel Boris Pahor. Ma da imamo takega pisatelja, kot ki je napisal nekropolo, to se ne bi nida predstavljal, ne. Mi smo se videla prvič, je šel tako, ne, tako. Drugič smo se videla, je rekel, on meni ti. In kaj se gotovo reče, ne? Sem rekel tudi jaz njemu gotovo. Je normalno, če on, ki prej je rekel takega pisatelja, drugič, ko se sreča, mi že daje ti, kakor češ, ne, mi smo že od faha, ne. Se pravi, imamo marsikaj še takšnega, ko se človek spomne, da lahko napiše in tudi. Recimo včeraj mi je prišel na mizo, da bi napisal en odlomek, tukaj imamo toalet, ne. Je moški toalet na eni strani, na drugi strani, ne. Moški je tisti, ki se vidi, da so tiste, ko bi rekel, školjke, ne. To ni treba dosti računati, ki je moški, ne. Ampak igra ena lučkana glasba. Se rekel streljal, ne, notri, kjer jemo, ni glasbe. V sobah gotovo moraš biti tiho, zato ko lahko spiš. Tukaj pa človek gre lulat, ne, malo da ima luškano glasbo. Pa zdaj, kaj je to narejeno, zakaj? Zato, da se človek sprosti, sem rekel. Ma po navadi, ko greš v ta prostor, ne potrebuješ glasbe, da se sprostiti. Sem rekel, ampak vseeno, ne, je simpatično parade. Pa mori, rekel, kaj boš pisal ti malarna, v nekem svojem pripombu. Zakaj ne bi napisal pripombo? Tukaj imajo glasbo, ne, v Radencih, ne, zraven, ne prav zraven, tam, kjer je pač piješ kavico v vhodu, zraven vhoda imaš tudi na veliko recepcijo. Potem nedaleč od recepcije imaš ravno ta toalet, zato, ker eden je na recepciji, oni prihajajo z kuhnje, tretjega ne vem kaj, ne. Je lep toalet imajo. Vrata so steklena, ne, bela in piše toalet in tako naprej. Prideš noti, te zajame lučkana glasba. Sem rekel, treka, ne, to je preštudirano, sem rekel. Ma simpatično premišljeno, recimo, ne. Sem rekel, vidiš, človek, vse kam gre človek s svojo pisalni stroj. Gospod Boris Pahor, na koncu najnega res prijetnega pogovora, naj vam še enkrat v svojem osebnem, pa seveda tudi imenu gledalk in gledalcev želim vse dobro ob 100-letnici in seveda še veliko napisanih del. Ja, hvala lepa, čujte, jaz dovolite, da jaz pa povem, vi ste prišli iz Murske Sobote. Ja. Jaz moram priznati v svojo krivdo, da jaz te kraje malo poznam. Ne. In da sem jaz bil enkrat v Lendavi, enkrat sem bil v Radgoni in zdaj se pravi Goričko in to, da so ti kraji ne samo lepi, ne, ampak tudi pomembni in tudi ljudje, da so čisto veliko svojstveni z svojim značajem, ne, in svojim gledanjem in da nažalost Ljubljana vse to pušča v strani, ne, da to nekako zanjo je kako nekakšna, bi rekel, na pol notranja kolonija, razumete, ne, ker je nesramno pravzaprav, ne. In zato moram reči, vsa čast vam tukaj, ne, in nekako smo si zelo podobni na vseh koncih, kjer smo ob robu, ne. Tako na Koroškem, tako na Primorskem, tako tudi tukaj pri vas, čeprav ste v svoji državi. Hvala lepa še enkrat.
Videnje, hvala lepa vam.